Dobro večer, pozdravljeni. Vsi, ki smo zbrani na, sploh ne dvomim, tudi na našem zanimivem, vsebinsko bogatem večeru, razgovoru. In dovolite mi, da najprej seveda pozdravim naša dva današnja gosta, dr. Ramšaka, spoštovani Ramšak, dr. Ramšak, dobrodošli. In seveda vsem nam tudi že dolgo znanega akademika, dr. Jožeta Pirjevca. Spoštovani akademik, dobrodošli ponovno. In dovolite mi samo 3 kratke misli. Prvič, tukaj v tej dvorani smo danes zbrani z dr. Pirjevcem in dr. Ramšakom. Tisti, ki ste bili februarja na prireditvi v tej dvorani, se bi ali pa se boste vsekakor spomnili, takrat je bil naš gost dr. Pirjevec. In dr. Pirjevec je pred časom, ko smo se začeli dogovarjati o današnjem razgovoru, o predstavitvi njegove najnovejše monumentalne monografije o Edvardu Kardelju, sam izrazil namig, dal je namig, izrazil željo, ali bi lahko morebiti bila današnja predstavitev, današnji razgovor tukaj v tej dvorani. In dr. Pirjevec, smo tukaj. Drugič, želel bi posebej omeniti že uvodoma, da se z današnjim razgovorom nadaljuje naše sicer odlično sodelovanje z založbo Beletrina. Vrsto let je naša ustanova bila soorganizatorka Festivala poezije in vina. Skupaj z Beletrino nas je povezoval na različne načine akademik, že nekaj let vemo pokojni, dr. Anton Vratoša, naš častni član. Skupaj z Beletrino smo izdali in tudi v Murski Soboti predstavili izjemno spominsko monografijo Trojno poslanstvo profesorja Urbana, spomine akademika Vratoša na njegovo partizansko obdobje. In tretja misel, ki bi jo rad dodal. Spoštovani akademik, tukaj javno s posebnim zadovoljstvom vas še posebej informiram, da vaše drevo, ki ste mu vi dali ime v vrtu spominov in tovarištva, bratstvo raste, se razvija in je vse večje. Drevo, ki ga je zasadil akademik Pirjevec, spomin na trpljenje in umiranje ljudi v Trstu med drugo svetovno vojno. Torej, čaka vas, da ga obiščete, da preverite, če drevo raste, kot ste tudi sam si, ko ste ga zasadili pred leti, želel. Pa bodi dovolj. Besedo z velikim veseljem in zadovoljstvom prepuščam dr. Ramšaku in akademiku Pirjevcu, da nas popeljata skozi to veliko monumentalno monografijo, ki ima, kot veste, ste verjetno prebrali ali videli, skoraj nekaj malega več kot 850 strani o življenju in delu Edvarda Kardelja. Spoštovana dr. Ramšak in akademik Pirjevec, beseda je vajna. Hvala lepa, gospod Šiftar, za tako prijazne besede in predvsem hvala za vabilo. Res nam je prijetno biti v vaši družbi nocoj, ko govorimo o tej pomembni in obsežni knjigi. Jaz sem začel eno od predhodnih predstavitev z ugotovitvijo, da je verjetno bi bilo težko najti historiografijo, ki bi imela takšen politični lik, kot je bil Edvard Kardel, pa ga ne bi obdelala natančno. No, v Sloveniji je bilo to možno do zdaj. Zdaj pa na srečo imamo to knjigo poglobljeno in prav je, da v njej govorimo bolj podrobno. Profesor Pirjevec, vi ste avtor številnih knjig o zgodovini Jugoslavije, med zadnjimi tudi biografije Josipa Broza Tita, ki je doživela ogromen uspeh v Sloveniji in v tujini. Zdaj pa imamo pred sabo še knjigo o Kardelju. Povejte nam, v čem bi bila slika jugoslovanske zgodovine brez te knjige nepopolna, če bi se ustavili samo pri Titu? Ja, gotovo je Kardelj odločilno dopolnjeval Tita. Bakarič je rekel, naš sistem je v bistvu Kardeljev sistem. Ampak brez Tita ne bi bil mogoč. In kaj to pomeni? Da so se ta dva človeka dopolnjevala.
eden drugemu sta bila koristna. Tito je računal predvsem, da mu bo Kardelj zagotovil dosmrtno predsedstvo in to se je tudi zgodilo. Kardelj pa je računal, da mu bo Tito pomagal, da ga bo podpiral pri oblikovanju njegove misli, njegove utopije. On je bil prepričan, da ima misijo, da mora ustvariti en sistem, ki naj bi pokazal Jugoslovanom, ampak tudi človeštvu pravzaprav pot v boljšo bodočnost, ki naj bi se končala z triumfom, seveda, ja, ki naj bi se končala z triumfom komunizma. In v tem kontekstu je torej Kardelj bil pripravljen sodelovati s Titom tudi, kadar se ni strinjal z njim, kadar sta bila na nasprotnih bregovih in je mu tudi, bi rekel, pogosto popuščal, ga pogosto slavil, pri čemer je bil sam pri sebi dokaj kritičen do njega. Ta monografija je posvečena Jerneju Vilfanu in jaz vem, da za tem stoji ena zanimiva zgodba, pa jo prosim delite z vsemi. Zakaj je posvečena Jerneju Vilfanu? Ja, ta monografija je nastala zaradi tega, ker sem po Titovi biografiji mislil, da je pač treba obdelati še Kardelja, pri čemer sta mi bila v veliko pomoč in tudi v spodbudo dva zelo tesna sodelavca s Kardeljem, in sicer Janez Stanovnik in Anton Vratuša. Oba sta bila Kardelju zelo blizu, najprej do začetka 50-ih let Stanovnik, pozneje od leta 1953, od Kidričeve smrti, pa Anton Vratuša. In tako o enem, tako o Stanovniku kot o Vratuši, jaz v tej knjigi dosti govorim. Imel pa sem še enega človeka, ki je bil posrednik med mano in Kardeljem. In to je bil Jernej Vilfan. In Jerneju Vilfanu sem posvetil to knjigo, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo ga nekako pozabili. Jernej Vilfan je bil izredno talentiran človek, ampak z nesrečnim življenjem. On je bil eden od tiste generacije otrok, ki so jih starši, ki so šli v partizane, nekako pustili v rejo v prijateljskih družinah. In ti otroci so celo življenje potem prenašali, doživljali to travmo, ki so jo doživeli, ker so jih njihovi starši zapustili. Jernej Vilfan je bil v tem smislu en tipičen primer človeka, ki se ni znal kljub vsem svojim talentom nekako vključiti v družbo. In je v bistvu žalostno končal. Zaradi tega se mi je zdelo primerno, da opozorim na njega, ker je on namreč mi prikazal Kardelja v drugačni luči, kako sta to lahko storila Stanovnik ali Vratuša. Ona dva sta poznala Kardelja kot že uveljavljenega politika. Jernej pa je poznal Kardelja kot očeta svojega najboljšega prijatelja Boruta. On je hodil v letih, ko so živeli skupaj na Dedinju, to so bila 50. leta, je hodil pogosto v Kardeljevo vilo
je spoznaval torej Kardelja kot domačina in bi prinašal prav to plat njegovega življenja. Se mi je zdelo torej primerno, da ga spomnim in da na to opozorim. Ja, in to vam tudi odlično uspeva v knjigi. Pa začnimo s Kardeljevo mladostjo, v kateri je še zlasti malo znanega. Ja. In zdi se, da je ta Kardeljeva pot proti komunizmu in potem tista prva leta profesionalnega delovanja, da so nekako tipična za jugoslovanske komuniste. Se žrtvujejo, so kot ena religijska sekta. Ampak hkrati se pa Kardelj zelo zgodaj udejstvuje tudi kot razmišljujoč človek in začne prikazovati svoj politični instinkt in tudi znanje. Kdaj bi vi rekli, da se Kardelj začne izstopati po tej svoji funkciji? Ja, jaz bi rekel predvsem to. Kardelj je imel srečo, da je imel eno zelo inteligentno mamo, ki je bila politično angažirana. To je bila ena preprosta ženska, ampak izredno inteligentna in, kot pravim, zavzeta za delavsko vprašanje. Je bila torej aktivna v tem delavskem gibanju pred Prvo svetovno vojno in to je zelo vplivalo, po mojem, na Kardeljevo rast, na njegov politični razvoj. On se je praktično izredno mlad vključil v politično življenje še na nižji srednji šoli. Kot 15-letnik je že imel dokaj izdelan svoj ideološki koncept, ki je bil seveda zelo radikalen in pozneje se je priključil Skoju. Od Skoja je prišel v partijo in od tega trenutka dalje, torej praktično od mladosti naprej, od rane mladosti naprej je on razvijal svoje delo in se seveda obenem tudi izkazal s svojo inteligenco. On je bil sicer hendikapiran, od očeta je podedoval eno dedno bolezen, ki je prizadela hrbtenico, periferne živce in tako dalje, težko je hodil, ampak kljub vsemu temu se je on zelo angažiran že kot mlad študent in je v bistvu padel v kremplje takratne policije že kot 20-letnik. Komaj je končal maturo na učiteljišču v Ljubljani, so ga že zaprli. In zato, da so ga pač zaprli, sta prišla v Ljubljano dva od najpomembnejših srbskih policistov, ki sta ga torej, kot pravim, aretirala, so ga neskončno pretepali, najprej v Ljubljani, potem v Zagrebu, potem v Beogradu, so ga privezali za noge, ga spustili skozi okno v 7. nadstropju te jetnišnice, so mu grozili, da ga bodo spustili dol na dvorišče. Torej si lahko predstavljate, kakšne psihične in fizične muke je prestal. In kako se je izkazal? Se je izkazal z molčečnostjo. Nikogar ni izdal. Ampak, kar se mi je zdelo zelo pomembno, je nekje zapisal, takrat sem se naučil sovražiti. In faktično on je zamiril, po mojem, je zamiril ne samo režimu kralja Aleksandra, ampak tudi
tudi Srbom, ki so z njim tako ravnali, kako so pač ravnali. Ena posebna formativna izkušnja za Kardelja so bile pa tudi njegove moskovske leta, ki jih je preživel v internacionali. On je, torej ta izkušnja, 2 leti zapora, vse to ga ni zlomilo. On je, ko je prišel iz zapora, je nadaljeval s svojim političnim delom in se tudi zelo hitro izkazal kot vodilni intelektualec slovenskih komunistov. Imel je sicer enega zelo dobrega prijatelja, ki je bil v njegovem življenju pomemben, namreč Kidriča, ampak brez dvoma bi rekel, da se je v tisti generaciji Kardelj najbolj izkazal kot mlad intelektualec, zmožen diskutirati, razpravljati, polemizirati z vodilnimi slovenskimi intelektualci, kot je bil recimo Josip Vidmar. On je proti Vidmarjevu konceptu naroda začel pisati že kot mlad človek in je to potem se svoje ideje izrazil v tistem znamenitem delu, ki je mogoče njegovo najpomembnejše delo pravzaprav o razvoju slovenskega narodnega vprašanja, ki je nastalo spet v zaporu v času, ko je leta 1938 bil ponovno aretiran. Ta aretacija ni bila tako traumatična, kako je bila prva, mu je pa dovolila, da je napisal to knjigo. Ki je doživela takoj velik uspeh, tudi v liberalnih krogih, in je torej dokazala bistrino, politično bistrino tega človeka. Čeprav je, mislim, ta pristop je bil stalinističen. On se je tega zavedal, pozneje je tudi priznal in je nekako popravil svoje poglede na narodnostno vprašanje. Ampak kar je pomembno je to, da je znal izraziti svoje ideje na način, ki ni bil striktno ideološki. Ni šel po kalupu, Stalinovem kalupu. Je izrazil to svoje razmišljanje na lasten način. In to je Tito opazil. S Titom se je Kardelj spoznal že leta 35-36, kome je prišel Tito iz Ječe. In takrat je, mislim, Tito napisal 2 oceni, ki sta zanimivi, tako za Kardelja, kako za Kidriča. O obeh je rekel, da sta intelektualca, ampak da sta kljub temu ponižna, da sta pač pripravljena sodelovati z vsemi, da te svoje inteligence ne izpostavljata, temveč da sta v resnici prava voditelja množic. In ko je Tito leta 1937 postal generalni sekretar Komunistične partije Jugoslavije, je očitno Kardelja takoj vključil v to najbolj skupino ožjo, v najbolj ožjo skupino, s katerimi je preoblikoval partijo in potem ustvaril pogoje za narodno-osvobodilno borbo. Tako da je Kardelj že v tem času, torej v letih pred vojno, dobil ene dimenzije, ki so prešle slovenski prostor, so se razširile na cel jugoslovanski prostor. Ja, in dejansko potem v drugi svetovni vojni postane akter dogajanja vse jugoslovanskega, s tem, ko je na terenu, s tem, ko piše različne odloke in preide iz tega polja teoretskega k konkretnim političnim
odločitev. Kaj je značilno za tisti čas za Kardelja in kaj nakazujejo te njegovi odloki, ki jih je med drugo svetovno vojno izdajal in tudi ob koncu druge svetovne vojne? Ja, odločilno je predvsem to, da so komunisti, naši slovenski komunisti, se odločili za osvobodilni boj en teden po koncu po koncu Jugoslavije, po razpadu jugoslovanske vojske. Torej, zelo zgodaj, pred srečanjem v Vidmarjevi vili konec aprila 1941. Najprej so bili komunisti, ki so se povezali tudi, naslonili na ideje Kominterne, ki je že leta 1939 predlagala jugoslovanskim komunistom, da se v trenutku, ko bo Jugoslavija okupirana, napadena od Nemcev in Italijanov, da se uprejo. To so naši komunisti naredili in obenem poslušali tudi na svet, da se povežejo v tem svojem boju z vsemi tistimi silami, tudi meščanskimi silami, ki so se pripravljene boriti z njimi. In tako je nastala Osvobodilna fronta. Torej, Kardelj je v tem kontekstu bil brez dvoma ena od vodilnih osebnosti in je pozneje praktično v vseh letih druge svetovne vojne bil tisti, ki je po mojem najbolje poznal jugoslovansko stvarnost. Mogoče celo bolje kako Tito. Zaradi tega, ker je Tito sicer dobival poročila iz vse Jugoslavije, ampak je vendarle živel v glavnem v Bosni, v svojem vrhovnem štabu in se od tam ni premaknil. Kardelj pa ne. Kardelj je bil stalno na poti. Je bil v Sloveniji, je bil na Hrvaškem, je bil v Bosni, je bil v Srbiji, je poznal torej jugoslovansko stvarnost in na ta način je postal v bistvu najožji sodelavec Tita, saj, kako kaže dejstvo, da je leta 1944 novembra, ko je bilo treba iti v Moskvo in se soočati s Stalinom, Tito poslal prav Kardelja. Od tistega trenutka dalje postane, kot pravim, Kardelj poglavitni oblikovalec jugoslovanske zunanje politike. No, obenem pa tudi, kar je potrebno poudariti, izkazuje to revolucionarno etiko, revolucionarni zanos in sprejema odločitve, ki so imele tragične posledice. Ne smemo pozabiti, da so naši komunisti bili prepričani, da je njihova ideologija, njihov pogled na svet, izraz marksistične doktrine, ki je znanost. Oni so gledali na marksizem, na to, kar je Marks prikazal kot razvoj človeštva, kot razvoj človeške zgodovine, od sužnjeposešniških časov, preko feudalizma do prevlade buržoazije, socializma v komunizem, so naši komunisti bili prepričani, da je to ena pot, po kateri je treba iti, po kateri bo človeštvo neizbežno moralo se torej usmeriti. In v tem kontekstu so bili oni prepričani, da je treba uporabiti vsa sredstva, da so vsa sredstva opravičljiva za dosego tega bleščečega cilja. In
kaj pomeni vsa sredstva? Vsa sredstva pomeni tudi nasilje. Nasilje, ki se je izrazilo seveda v vojni. Vojna je nasilje, očitno. Se je izrazilo tudi maja 1945, ko je bilo treba obračunati z sodelavci okupatorjev, ne samo z našimi domobranci, ampak nasplošno z številnimi ustaši, četniki, balisti, kar hočete. Torej ti ljudje, ki so se borili proti osvobodilnemu gibanju. Kardelj je bil za to, da se te ljudi likvidira. In po mojem ni nikoli pravzaprav obžaloval tega dejstva. Jaz imam tukaj en citat, ki je precej pretresljiv iz 70-ih let, ko Kardelj pravi, je pravilno, da smo jih očistili, še premalo smo jih pravzaprav zaradi tega, ker sedaj so pa ti njihovi nasledniki v Argentini in rovarijo proti nam. Torej, brez dvoma je Kardelj imel v sebi, poleg ene vizije, poleg enega humanizma, ki je oblikovala vso njegovo misel, je imel tudi eno bolševistično ost, eno prepričanje, da je za uveljavitev njegovih idej potrebno tudi poseči, kako je on rekel, po administrativnih metodah. Kaj so administrativne metode? To so ječa, to je Goli otok, to so tudi povojni poboji. Ja, zdaj takoj po drugi svetovni vojni se Kardelj še bolj kot že med samo vojno uveljavi kot državnik in potem tudi kot diplomat, najprej kot de facto, no to tudi kot de jure zunanji minister in odigral v tej vlogi zelo pomembno epizodo, kar se tiče predvsem določenja novih meja Jugoslavije. Ja, odločilno, brez dvoma. On je bil v prvi vrsti, tako rekoč, v boju za meje, najprej na Pariški mirovni konferenci za mejo z Italijo in pozneje pa na Moskovski konferenci za Koroško. Se je z velikim angažmajem se je boril za te meje, nekaj je dosegel in seveda s pomočjo Molotova, s pomočjo Sovjetske zveze, on je to priznal. On je rekel, mi smo vendarle nekaj dosegli zaradi tega, ker so nas Sovjeti podpirali. Nihče drugi jih ni podpiral. Angleži, Američani, Francozi so bili v bistvu proti tej Titovi Jugoslaviji. Ampak z druge strani je tudi rekel, je zamiril Rusom, da so tudi popustili, ko ni bilo potreba. In to je bilo predvsem glede Gorice, ki bi jo lahko tudi dobili, če bi Molotov bolj vztrajal in pač ne bil pripravljen takoj sprejeti zahteve zahodnih zaveznikov. Vsekakor, kot pravim, je ta izkušnja Kardelju narekovala že prve dvome o pomenu te preveč tesne navezanosti na Sovjetsko zvezo. In v tistih letih se že pojavljajo pač prve kritike, ki so bile seveda, ki so krožile v ozkem krogu okoli Tita, o katerih pa so bili Rusi obveščeni. In vse to je vplivalo na odnose potem
Sovjetske zveze do Jugoslavije. Ja, zdaj ste že sam pripeljal zgodbo do ključne prelomnice 1948 in tudi tistega sunka, ki Kardelja dejansko ustoliči kot glavnega jugoslovanskega ideologa. Seveda zadeva se razvija postopoma. Kardelj je bil poleg Kidriča, Đilasa, en izmed teh najožje skupine, ki je oblikovala nove ideološke podstat jugoslovansko, potem ko so skušali upravičiti ta svoj razkol s Stalinom po 1948. Ampak za Kardelja je bil mogoče najbolj kreativen od te trojice ali četverice. Moša Pijade je bil zraven še seveda. Kje išče idejne izvire za ta jugoslovanski novom? Najprej treba povedati, da je po razkolu s Stalinom že leta 1949, še bolj pa od leta 1950 dalje, prišlo v Jugoslaviji do enega izbruha novih idej in do odločitve, da je treba postaviti temelje socializma na drugačen način, kako se je to dogajalo v Sovjetski zvezi. Meni se zdi zelo zgovorno dejstvo, ki sem ga našel pri stanovniku, ko so se peljali v avtu z Bleda v Ljubljano, je Ziherl vprašal Kardelja, ampak kaj je razlog pravzaprav, kaj je ta pravi razlog za ta razkol s Stalinom, za Stalinovo kritiko. In Kardelj mu je odgovoril z eno samo besedo. Džingis Khan. Kaj pomeni to? Ta mentaliteta, azijska mentaliteta. Oni so se začeli zavedati, da tisti socializem, kakršnega je udejanjil Stalin v Sovjetski zvezi, tisti socializem je daleč od evropske tradicije. In so iskali torej v evropski misli ideje za oblikovati eno novo pot v socializem in so tudi našli. Seveda so se ozirali po marsikom, tudi po Leninu, v času, ko je še pisal, ko ni bil še na oblasti. So se ozirali po Rosi Luxemburg, so se ozirali po francoskih utopičnih socialistih, predvsem Proudhonom. Ampak moja trditev je, in to sem precej razvil v svoji knjigi, je, da Kardelj specifično je dobro poznal tudi ideje o samoupravi, ki jih je izdelal v 30 letih Gosal. Naš filozof, učenec Kreka, krščanski socialist, ki je, kot pravim, v 30 letih objavil eno pomembno, debelo knjigo, posvečeno prav samoupravi. Kardelj je to knjigo poznal, je Gosaljeve ideje tudi kritiziral, ampak ne idejo o samoupravi, o tem ni govoril. Kar je kritiziral, je bil Gosaljev pogled na zgodovino, ki je bil drugačen od marksističnega. To ga je motilo. Kar se tiče samouprave, v člankih, ki jih je izdal v 30 letih, Kardelj ni rekel niti ene besede. Gotovo torej je on, po mojem je pritrjeval, je Gosalju že v tistem času potrjeval in je pozneje iz Gosalja črpal cele stavke. Nikoli pa ga ni omenil. Zakaj ga ni omenil? Zato, ker je bil Gosal persona non grata. On je bil med vojno, so ga povabili, naj stopi
v Osvobodilno fronto. Kidrič je osebno šel k njemu in ga vabil, torej naj se pridruži osvobodilnemu gibanju. Gosar, ki je vedel, kaj je stalinizem, tega ni hotel narediti. Kljub temu je nastopil proti Nemcem in je bil tudi zaprt v Dachau, iz katerega se je vrnil, ampak kot pravim, kljub vsemu je bil nekako odstranjen od političnega in intelektualnega življenja. Dali so mu mesto na univerzi, učil je statistiko, torej nič ideološkega ne smel povedati in je ostal nekje v zakulisju. Tako da, kot pravim, je torej Kardelj se dosti upiral na tega našega krščanskega socialista na začetku. Proti koncu svojega življenja pa je odkril enega drugega kristjana, in sicer enega nemško-francoskega filozofa iz konca 16. in začetka 17. stoletja, ki se je imenoval Althusser. In ta Althusser je izdelal en model družbe, ki je bil drugačen od tiste, ki se je uveljavljala v njegovem času. V njegovem času se je v srednji Evropi uveljavljala moč, imperialna moč. Proti tej imperialni moči je Althusser protestiral, češ je treba graditi eno družbo, ki bo slonela na dogovoru, na družini, na teh elementarnih skupinah, ki jih ljudje sami od sebe pač ustvarjajo. In te ideje so potem prišle tudi do Kardelja in so se pač, ki jih je izpovedal, jih je izrabil pri svojih poznih delih. Torej, na eni strani imamo to plejado, nepričakovano plejado idejnih virov, filozofskih virov, ampak na drugi strani pa Kardelj ne ostaja slep tudi za prakso. V tistem času, govorimo prelomi 40. v 50. leta, denimo potuje v ZDA, obiskuje tamkajšnje tovarne, gleda tiste parole, ki jih imajo, uporabljajo in razvije potem tudi stike z evropskimi socialdemokrati in tudi iz te prakse se marsikaj nauči in bistveno potem revidira do te mere, da poseže do največje herezije in ga potem v Moskvi označijo za socialdemokrata. Kako pride do te transformacije pri Kardelju? Ja, tisto, kar je pomembno, je to, da so ti mladi ljudje, ki v bistvu Zahoda niso poznali, po letu 1945 nenadoma postali pomembni politiki, ki so morali iti na Zahod, v London, v New York, v Združene narode. Torej so se nekako soočili z zahodnim svetom in so odkrili, v prvi vrsti Kardelj odkril, da je pravzaprav položaj proletarcev, delavcev v Ameriki drugače, kako je pričakoval. On je mislil, da so zatirani, je pa videl, da je eno določeno blagostanje in je prišel do ideje, da v bistvu revolucija v teh državah ni potrebna, da je mogoče priti v socializem in preko socializma v komunizem tudi po parlamentarni poti. In jaz sem našel, oziroma Marjetka Kidrič je našla med papirji svojega očeta eno pismo, ki ga je Kardelj poslal leta 1950 prav iz New Yorka, kjer je bil na generalni skupščini Združenih narodov in pravi, ja, tukaj revolucija. Do revolucije ne bo prišlo. Tukaj je mogoče
si predstavljati, da se bo komunizem razvil drugače od tega, kako je Marx napovedoval. In to idejo je pozneje Kardelj razvil v kontaktu z evropskimi socialdemokrati, predvsem s skandinavskimi. On je imel s Skandinavci izredno dobre prijateljske odnose in je torej doživel en razvoj, ki ga je pripravilo do tega, da je negiral eno od glavnih doktrin Karla Marxa. Namreč, da je revolucija z imperializmom absolutno potrebna. Ta ideja je izredno vznemirila seveda Sovjete. Suslov je rekel, Kardelj ni komunist, on je socialdemokrat. Je zelo vznemirila tudi Kitajce. Prišlo je do jugoslovanskega revizionizma, ki se je izrazil predvsem v leta 1978 v tistem znamenitem programu, ki ga je izdelal. 58. 58, ja. Leta 1958 tistem znamenitem programu komunistične partije oziroma Zveze komunistov Jugoslavije. Ta ideja revizionizma je postala potem zmerljivka. Ja, ampak predvsem en razlog izredno ostrega ideološkega spopada. Zelo ostrega ideološkega spopada, ki je praktično izoliral Jugoslavijo v mednarodnem socialističnem oziroma komunističnem svetu. Dejstvo je, da so se Sovjeti v bistvu bali jugoslovanskega eksperimenta. Zaradi tega, ker so vedeli, da če se bo jugoslovanski eksperiment uveljavil, bo to pomenilo, da njihov sistem ne drži, da je njihov sistem zgrešen. In so se bali, da bo ta jugoslovanski eksperiment okužil tudi satelitske države v srednji Evropi, predvsem pa Kitajsko. Tukaj je bila med Kitajsko in Jugoslavijo je bila ena podobnost, kar se tiče njihovega razvoja, ki je bila zelo značilna. Eni in drugi so prišli na oblast preko osvobodilnega boja, preko partizanskega boja. Enim in drugim je Stalin stalno metal polena pod noge in je torej bilo pričakovati, da bo na Kitajskem se zgodilo nekaj takega, kako se je zgodilo v Jugoslaviji. Naši vodilni ljudje, partijci, so bili prepričani, da je to neizbežno. Zgodilo se je sicer drugače, v drugačnih ritmih, kako so pričakovali, ampak na koncu se je vendarle ta njihova ideja uresničila. Ja, in Kardelj se potem tem svojim novim radikalnim pogledom ni odpovedal, tudi ko je prišlo enkrat do pomiritve odnosov med Beogradom in Moskvo. V bistvu je bil verjetno Kardelj ta odločilnik, ki je branil mogoče Titovo novo jugoslovansko idejo tudi znotraj Jugoslavije, tudi pred Titom, ki je bil nekako malo bolj naklonjen temu, da se ti odnosi izboljšajo. Zdaj v Moskvi Kardelja do smrti praktično napadajo zaradi tega njegovega revizionizma. Zakaj je bilo to tako važno, bi rekel, ta polemika? Ja, dejstvo je, da torej, tako Tito kot Kardelj sta delila odklonilni odnos do stalinističnega režima, ker sta ga oba praktično na lastni koži doživela. Oba sta bila med leti 1935-1937 v Moskvi.
Kardelj je zapisal, imel sem samo 1% možnosti, da preživim. Torej je bil prepričan, da iz Moskve verjetno ne bo prišel živ. In ta odnos do stalinizma je bil stalno prisoten tudi v času, ko so naši Jugoslovani in jugoslovanski voditelji med leti 1945-1947 bili v sozvočju za Stalinom. Po razkolu pa je prišel do izraza, zelo izrazito. To se je potem vleklo vse do Stalinove smrti leta 1953. Kasneje pa je Moskva začela ubirati do Beograda drugačne strune. Hruščov se je zavedal, da je treba vendarle ta razkol premostiti. On se je bal predvsem tega, da bo ta jugoslovanski eksperiment imel vpliv na jugoslovanski upor, pravzaprav, da bo imel jugoslovanski upor vpliv na Kitajsko in da se bo tam zgodilo isto. Tako da je torej rekel, tukaj moramo pomiriti vode, moramo urediti to zadevo in kako vi veste, Hruščov je s veliko skupino najpomembnejših voditeljev prišel leta 1956 na obisk v Beograd, tako rekoč prositi odpuščanja. To je Titu zelo godilo. On je vendarle bil naklonjen Rusiji. Tito je ljubil Rusijo. Kardelj je ni nikoli ljubil. Razlika med njima je bila ta in Tito je, kot pravim, vendarle bil bolj pripravljen priti Rusom nasproti, ne se odpovedati lastni samostojnosti, ampak kljub temu z njimi tesno sodelovati. Kardelj pa ne. Kardelj je bil prepričan, da je sodelovanje primerno na državni ravni, ne pa na partijski, ne na ideološki. In v tem smislu je med njima prišlo do enega razkola, ki se je začel nakazovati že v času pogovorov v Beogradu, ko so torej Rusi prišli so leta 1955 v Jugoslavijo. Leta 1956 je pa Tito šel v Moskvo. Takrat je bil v delegaciji spet Kardelj in takrat se je izkazalo, da sta Kardelj in Koča Popovič, ki je bil zunanji minister v tistem trenutku, odločilno nastopila proti temu, da se ne poglobi to ideološko sodelovanje s Sovjetsko zvezo. Tito je bil zelo vznemirjen in je po povratku povabil Rankoviča na en pogovor, v katerem mu je rekel, jaz s Kardeljem ne morem več sodelovati. Mi stalno ugovarja, mi je nasproten. Njegova žena Pepsa kritizira mojo ženo Jovanko. Je treba Kardelja na kakšen način likvidirati. Rankovič ga je s težavo prepričal, naj tega ne stori. Rankovič je rekel, ampak smo imeli pred kratkim en razkol v partiji, ko smo obsodili in odstranili Džilasa leta 1954. Smo ga odstranili z vseh njegovih funkcij. Naši ljudje ne bodo razumeli vseh teh notranjih sporov, zato dajmo Kardelja sicer nadzorovati, ampak ne spreminjamo pač odnosov. Tako se je tudi zgodilo. Toda v naslednjih letih je tale konflikt med
Titom in Kardeljem se še razvijal. Na začetku 60-ih let je bila situacija taka, da si 8 mesecev recimo nista niti govorila. Naslednje leto, 1961, je prišlo do enega incidenta na lovu v Moloviških gozdovih, na katerem je bil Kardelj hudo ranjen. Zadela ga je ena krogla ali ena šibla, ki se mu je zarila v vretenca v vratu in je praktično prišla za 1 milimeter do malih možganov. Če bi šla malo dalje, bi bila smrtna. Tako pa je on preživel, prepričan, da ni šlo za en incident, temveč za en atentat, ki ga je pripravil Ranković po naročilu Tita. To si lahko predstavljate, kakšna tragedija je bila pravzaprav to. Na vrhu komunistične partije, o katerem se ni govorilo, o vsej tej zadevi, vse to je ostalo skrito. Največ, kar so povedali, je to, da je pač bil en lovski incident, kako se dogajajo. Toda, bi rekel, Kardelj, njegova družina in tudi jugoslovanski politiki, slovenski politiki in tudi slovenski politiki so bili prepričani, da je šlo za en načrtovan atentat. Kljub vsemu pa se je v naslednjih letih, torej rečemo 63, 64 in tako dalje, se je situacija spreobrnila. Postavljena nova situacija, v kateri je Tito začel se odmikati od Rankovića. Ja, očitno imamo tu ne samo razkol glede zunanje politike, glede mednarodnih razsežnosti, ampak tudi notranje politike samega ustroja jugoslovanske države. Tu se spopadata dva koncepta. En je federalistični, katerega očitno zagovarja Kardelj, drugi je centralistični, z Rankovićem na čelo. In Kardelj tu z veliko taktike in tudi umikov, kot pravite v knjigi, en korak nazaj in dva naprej, uspeva postopoma uveljavljati svojo linijo in pri tem ima pomembno desno roko že omenjenega Antona Vratošo, ki mu je asistiral pri vseh teh glavnih korakih, tako v smislu notranje politike, kot v zunanje politike. Če nam še malo bolj opišete mogoče tisto dogajanje pred 65, 66, druga polovica 50-ih let. Ja, kot pravim, je po tem trenutku na začetku 60-ih let, ki je bil izredno tragičen in napet, in ko se je zdelo, da je Ranković zmagal. Ranković je bil prepričan, da je njegova linija, ki je slonila na ideji, da je treba pač vladati s trdo roko, da je njegova linija tista, ki je prevladala. To se ni uresničilo. Kardelj je leta 1963 lahko predstavil skupščini svojo ustavo, ki je bila sicer močno okleščena, jo je moral močno, bi rekel, spremeniti, ampak leta 1964 je prišlo do 8. kongresa, na kateri so se njegove Kardeljeve ideje uveljavile, na katerem je Tito tudi nastopil prvič kot Hrvat in dal nacionalni ideji eno pomembno mesto znotraj komunistične partije Jugoslavije. Leta 1965 imamo veliko gospodarsko reformo, ko so unesli v socializem tržne principe. Torej, mislim,
ta Kardeljeva ideja federalizma, sproščanja atmosfere, demokratizacije je prevladala. Obenem pa se je začela ena gonja proti Rankoviću, pripravljanje ene zalote proti Rankoviću, da se ga dokončno odstrani. In ta zalota je privedla leta 1966, 1. junija tistega leta, do tegale Brionskega plenuma, na katerem so Rankovića, kako vi veste, praktično likvidirali. On je moral v penzijo, izgubil je vse svoje funkcije in to je bil Kardeljev največji triumf. Od tistega trenutka dalje Kardelj začne prenavljati oziroma udejanjati vse svoje ideje. V prvi vrsti z amandmaji, tako imenovanimi amandmaji, to je bilo ustave, torej popravljanje ustave in na koncu seveda z novo ustavo leta 1974. Kardelj je dosegal skoraj vse, kar je hotel doseči, ampak vendarle ne vsega. No in ta velika reforma sloni tudi na Kardeljevem novem ali pa prenovljenem razumevanju nacionalnega vprašanja. Prej ste že omenili njegovo predvojno, še pod vplivom Stalina. Potem 1958 imamo novo izdajo. In tudi sicer se zopet v tistih silnicah, ki smo jih prej omenili med centralizmom in federalizmom, na novo oblikuje pogled na nacionalno vprašanje in tu je Kardelj odločilen. Ja, v 50-ih letih je bila v Jugoslaviji ena politična atmosfera, ki je trdila, da je treba jugoslovanske narode združiti v eno. Da je treba ustvariti eno jugoslovansko identiteto. In to idejo je Tito podpiral. Kardelj je bil absolutno proti. Kardelj je rekel, tukaj ne gre za združevanje. Tukaj gre v bistvu za uveljavljanje Srbov nad vsemi drugimi jugoslovanskimi narodi. Torej je odklonil to idejo in je prav zaradi tega leta 1957 izdal ponovno svoje razmišljanje o razvoju slovenskega narodnega vprašanja iz leta 1939 z pomembnim uvodom, v katerem je priznal, da se je njegov odnos do naroda nekako spremenil. Da je leta 1939 bil preveč podložen Stalinu, da je videl narod samo kot rezultat ekonomskih in geografskih pogojev. Medtem ko je pozneje, torej leta 1957, ugotavljal, da je narod tudi še nekaj več, da je narod rezultat enega skupnega jezika, ene skupne kulture, ene skupne zavesti, ki se oblikuje skozi čas. In je v tem smislu torej zelo ponovno revalutiral vprašanje eksistence in obstoja vsakega naroda. Trdil je, da ima vsak narod pravico do svoje identitete in da je to pravzaprav ena socialistična vrednota, ki spada v okvir svobode socialistične demokracije.
No, jaz sem našel poleg drugega en zelo zanimiv pogovor, ki ga je Kardelj v tistem času imel z beograjskimi časnikarji, v katerem je trdil, ja, seveda, ko bo prišlo do komunizma, bodo vse meje odpadle. Takrat v eksistenca narodov ne bo imela več takšnega pomena, kako ga ima danes. Ti narodi se bodo med sabo spojili, on je videl to človeštvo v okviru komunizma kot eno veliko družino, kjer ne bo notranjih napetosti, ne bo notranjih konfliktov in kjer bo torej praktično ta nacionalna ideja zadobila eno drugačno verzijo. Je rekel, to ne pomeni, da bodo jeziki izginili, da bodo kulture izginile, ampak vsekakor bo prišlo do enega razvoja, ki bo zaobjel celotno človeštvo v daljni prihodnosti. Sedaj pa je trdil, je nacionalno vprašanje pomembno, da ga gojimo, jugoslovansko vprašanje ne more biti nacionalno vprašanje, je lahko samo socialistično, politično. Mi smo skupaj samo zaradi tega, ker nam to koristi. Ne pa zaradi tega, da se bomo torej spremenili v eno novo entiteto. In v tem smislu je on potem je bil zelo, bi rekel, odkrit, nekaj pa ni povedal. In sicer ni povedal, da ne verjame v Jugoslavijo. On je bil prepričan, da je Jugoslavija v bistvu ena versajska tvorba, torej, da so jo po prvi svetovni vojni ustvarjale nekako te velike sile, je bil prepričan, da Jugoslavija, da je imela Kominterna prav v 20 letih, ko je zahtevala, da je treba Jugoslavijo razbiti. Rekel je, mi smo pozneje nekako prevzeli jugoslovansko idejo v 30 letih, mi komunisti, smo prevzeli to jugoslovansko idejo, ker je bila pač Jugoslavija tako pod pritiskom svojih sosedov, ampak ko bo socializem zmagal v Evropi, in on je pričakoval, da bo socializem zmagal v Evropi okrog leta 2000, bomo mi, Slovenci, šli po svoje. Mi se bomo združili z narodi, ki so nam po mentaliteti bližji, z Avstrijci, z Bavarci, z Italijani, Srbi pa bodo šli tudi po svoje in se združili z pravoslavnimi sosedi, ki so pač v njihovi bližini. Teh idej on nikoli ni pisno, oziroma pisno, ja, jih ni izpovedal za širšo javnost. Jih je pa večkrat povedal v pogovorih, recimo z Dobrico Sosičem, pa tudi z pomembnim hrvaškim zgodovinarjem Bilandžićem, ki je bil frapiran, ki je bil presenečen. Je rekel, ampak Kardelj je pravzaprav bolj radikalen, kako so naši hrvaški nacionalisti. Ja, zdaj ste otvoril en bistven verjetno vidik Ustave 1974, sploh če poslušamo razne diskurze v Srbiji, ki govorijo o tem. Ampak mogoče, če še malo dotaknemo notranje ureditve integralnega samoupravljanja, ki ga skuša lansirati z Ustavo 1974 in potem še zakonom o združenem delu 1976. To je vrhunec Kardeljeve ideje o samoupravljanju, ki pa je paradoksalen. Na eni strani želi normirati do vseh potankosti celotno javno življenje v skladu z samoupravljanjem, tudi glede ekonomije spremeni svoje poglede iz 60-ih, kot ste prej omenili, tiste liberalne, potem v 70-ih letih trg odstrani,
pride do tako imenovane dogovorne ekonomije. Hkrati torej imamo eno paradoksalno situacijo v 70-ih letih, ki potem tudi verjetno sproži situacijo, kot smo ji dejansko bili priča ob koncu že Kardeljevega življenja, predvsem pa v 80-ih letih. Kje so problematike teh Kardeljevih zadnjih vizij? Ja, tako je. Kardelj je v 60-ih letih bil prepričan, da je treba demokratizirati jugoslovansko družbo in jo približati Zahodu. In je zaradi tega težil k temu, da se torej tudi v jugoslovansko gospodarstvo unesejo te tržni elementi, ki so bili tipični za Zahod, zaradi tega, da bo Jugoslavija čim bolj vpeta v to mednarodno dogajanje in v Evropo. Toda, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da je ta evolucija prinesla na površje tako imenovane menedžerje. V fabrikah, v podjetjih, v bankah so se pojavili ljudje, direktorji, tehniki, tehnokrati, ki so se obogatili, ki so imeli vedno večjo moč, in nenadoma je partija opazila, da ti menedžerji postajajo nevarni, da so preveč samostojni, da hočejo oblikovati gospodarstvo po svoje, vzeti partiji kontrolo nad gospodarstvom. Poleg drugega se je vse skupaj povezalo tudi, predvsem na Hrvaškem, se je povezalo s nacionalno idejo in tudi pri nas v Sloveniji. Ne smemo pozabiti, da so bila leta Kavčiča, Staneta Kavčiča, tudi leta slovenske samozavesti, slovenskega nacionalizma. Ne tako hudega, kako je bil na Hrvaškem, ampak kljub temu ta nacionalna zavest je bila zelo močna. Tajne službe so bile prepričane, da se hoče Slovenija odcepiti in da je treba Kavčiča na kakšen način odstraniti. No, vse to je privedlo do tiste krize, ki se je uveljavila med leti 1971 in 1972, ko je Tito najprej praktično z enim državnim udarom odstranil hrvaške voditelje z Savko Davčević-Kučer na čelu. Naslednje leto je odstranil tudi srpske voditelje, Latiko Perović, Nikezića, iz različnih razlogov. Latinka Perović in Nikezić nista bila nacionalista, nista podpirala srpskega nacionalista, ampak sta pa hotela modernizirati Srbijo in sta podpirala te menedžerje, ki so postajali partiji nevarne. In isto se je dogajalo pri nas v Sloveniji. Tudi Staneta Kavčiča in njegovo ekipo je bilo treba odstraniti. Rezultat je bil, da sta tako Tito kot Kardelj znova odkrila vrednote svoje mladosti. In sicer diktaturo proletariata in mislim idejo marksizma, idejo, da mora proletariat vladati, da je treba te menedžerje odstraniti. In tako se je tudi zgodilo. Kardelj je bil prepričan, je se zavedal, da tukaj gre za en proces, ki nekako ovira razvoj v socialistično demokracijo. To, da je rekel, je
ne moramo narediti en korak nazaj, zato da bomo naredili potem še en večji skok naprej. Te menedžerje so v bistvu res premagali, začeli so z drugačno vizijo gospodarstva, ki ni več slonela na tržnih idejah, temveč je naslonela na tako imenovani dogovornem razvoju, po katerem naj bi prišlo znotraj vseh celic socialne družbe do enega miroljubnega, tako rekoč, dogovarjanja v preseganju vseh odprtih problemov. Seveda, ta sistem, ki ga je Kardelj udejanjil za svojim znamenitim zakonom o delavskem gibanju iz leta 1976, ta model se ni uveljavil, ni imel uspeha. Nasprotno, privedel je do enega razkroja jugoslovanskega gospodarstva. Kardelj je skušal normirati družbo in gospodarstvo na najbolj detajlen način, zaradi tega, da ne bo mogoče nobeno odstopanje. Rezultat je bil, da je ta družba postala tako notranje razdrobljena in tako zbirokratizirana, da ni več funkcionirala. Kardelj se je celo svoje življenje boril proti birokraciji, proti partijski birokraciji, ampak na koncu je vendarle je ustvaril. In rezultat je bil pač tisti polom, do katerega je prišlo konec 70 let v Jugoslaviji in tudi oster spopad, predvsem s Srbijo, ki čisto enostavno ni mogla sprejeti tistega, kar je hotel Kardelj. Kardelj je hotel dati republikam, vsem republikam, priznati njihovo državnost. Ne samo republikam, tudi obema provincama v Vojvodini in Kosovu. Za Srbe je bila ta ideja nesprejemljiva. Rezultat je bil pač ta, da je odnos Srbije do Titove Jugoslavije in seveda tudi do Kardelja postal zelo, zelo sporen. In zaradi tega je potem očitno, da je Kardelj bil sovražen že ob smrti, še bolj pa potem kasneje in tudi... In če mi dovolite, ne samo Kardelj, temveč tudi Slovenci. In potem pozabljen v naslednjih desetletjih. Pa vendar, kaj ostaja od Kardelja kot utopista na oblasti, aktualno mogoče še tudi za današnji čas? Ja, jaz bi rekel, da vendar je ta ideja, da je treba ustvariti eno družbo, v kateri bo človek gospodar svoje usode. Kardelj je stalno trdil, človek ima pravico, da doseže, da se bori za svojo osebno srečo. Te sreče mu ne more dati ne država, ne partija. To si človek mora ustvariti sam. In v tem smislu je, po mojem, ta ideja tako plodna, da ne bo nikoli zašla, zaradi tega, ker človeštvo bitje teži k temu, k tej spremembi, k temu višjemu vzponu v smeri boljšega življenja. Jaz mislim, da v tem smislu bo torej Kardelj še dolgo aktualen. No, to je zelo lep zaključek, ampak mislim pa, da imamo še kako minuto časa za morebitne vprašanja, pa bom podal mikrofon.
Mogoče dovolite še kako vprašanje o razvoju neuvrščenih? Mislite, da pridem bliže k vam, Ja, zaradi tega, ker slabo slišim. Če bi mogoče akademik povedali še kaj o vplivu Kardelja na razvoj neuvrščenih? Nisem razumel. Neuvrščeni. Ja, neuvrščeni. Ja, o neuvrščenih sploh nismo nič govorili. Glejte, to spada v Kardeljevo idejo v tem smislu, da je on rekel, socializem je kako ena velika reka, ki ima dosti pritokov. Eden od teh pritokov je tudi neuvrščeno gibanje. Neuvrščeno gibanje samo po sebi ni socializem, oziroma v neuvrščenem gibanju so države različnih ustrojev, ki jih mi vse sprejemamo. Če so te države pripravljene priznati našo bistveno idejo, da se je treba boriti proti razklanosti sveta na dva bloka, na dva sovražna bloka. To so naši Jugoslovani zelo poudarjali. Oni so pravili tudi v polemiki z Sovjeti, ampak še bolj polemiki s Kitajci. Ne moramo iti tako dalje, kako gremo v mednarodni politiki. Marks in Lenin nista poznala razmer, v katerih mi živimo. Nista vedela, da česa privede lahko ena vojna. Nuklearna vojna bo uničila človeštvo. To so oni zelo dobro vedeli, Kardelj predvsem, in so rekli, to je treba premostiti, je treba ustvariti eno veliko mednarodno gibanje teh držav, ki so pripravljene sprejeti, neuvrščenost, ki odklanjajo razklanost sveta na ta dva bloka. In v tem smislu je Jugoslavija vodila, pač imela izredno pomembno vlogo. Je imela izredno volilno vlogo tudi zato, ker je pač imela na čelu eno tako karizmatično osebnost, kot je bil Tito. Titu je seveda ta vloga, ta mednarodna vloga godila. On je bil častihlepen človek. In je torej neuvrščeno gibanje treba gledati tudi iz tega zornega konta. Kardelj ne. Kardelj je bil bolj ideološko, bi rekel, podkovan. Je rekel, gledajte, v neuvrščenem gibanju so različne države. Je lahko ena Etiopija s enim cesarjem na čelu. Nekaj časa je bila celo Saudska Arabija v neuvrščenem gibanju. So arabski nacionalisti, vse mogoče, ampak kljub vsemu, glede na to, da so te države pripravljene odklanjati logiko upada in iskati eno novo miroljubno koeksistenco, to je najbolj važno, miroljubno koeksistenco pomeni, da gremo v socializem. To je, kljub vsemu je tukaj ena socialistična ideja, fundamentalna socialistična ideja, ki se bo potem razvila, te države bodo dozorele, se bodo razvijale, šle tudi one v socializem. Tako da je torej v tem smislu bil Kardelj zelo ploden in moram reči, da je on izdelal pravzaprav bistvene ideološke postavke neuvrščenega gibanja. Tito tega ne bi znal narediti. Po mojem resnično ne bi znal narediti, medtem ko Kardelj pa je, recimo, deklaracijo iz leta 1961 po beograjskem sestanku tehle držav, kdo je napisal? Je napisal Kardelj. Tako da je bil, kot pravim, vodilni človek, ki je dal vsebino jugoslovanskemu socializmu.
In v tem smislu je bil Titu zelo, zelo potreben. Z druge strani je pa Tit, Kardelj, se prav zato, ker je želel, je hotel uveljaviti svoje ideje za vsako ceno, se je znal tudi ukloniti Titu in ga hvaliti. In posebno po tistem incidentu, o katerem sem govoril zadnjič, ko je mislil, da je Tito ga skušal ubiti, je on napisal nekaj hvalnic Titu, ki so po mojem pretirane, v katere niti sam ni verjel. Ampak je vedel, kako je treba s Titom ravnati. Ne? To sicer je naredil že po mojem leta 1954, ko je prišlo do razkola z Gilasom. Vi poznate zgodbo Gilasa v glavnih obrisih. Gilas je takrat nastopil zelo radikalno, je zahteval, da pride v bistvu do ene opozicije znotraj socializma, torej da bi se oblikovala poleg komunistične partije še ena druga, vedno levičarska struktura, SZDL praktično, ki naj bi imela eno vsebino. SZDL je bila vedno podložna partija, ampak v njegovi ideji, v Kardeljevi ideji, naj bi bila ta SZDL avtonomna. Oziroma, to je Gilas predlagal, ali oba sta tako mislila. Toda, ko je Tito udaril po Gilasu in ga odstranil, je Kardelj stopil na Titovo stran in napisal en referat proti Gilasu, zelo oster, ki se ga je sramoval. Tisti referat so izdali samo v borbi in nikjer drugje. V Slovenijo ni prišel, recimo. Ja, še kaj? Prosim. Sprašuje Lojze Vebrič. Prosim, gospod akademik, če mi lahko poveste, v kateri glavi se je rodil zakon o viničarskih odnosih v Sloveniji? Nisem razumel, mi je žal, ampak vas nisem razumel. Kdaj se? V kateri glavi se je rodil zakon o viničarskih odnosih v Sloveniji? Zakon o viničarskih odnosih v Sloveniji? Nimam pojma. Nimate pojma? Nimam pojma. Ker jaz sem zvedel tudi toliko, da tega v Hrvaški ni bilo. Ja. Da je bilo samo v Sloveniji. Ja, zna biti, absolutno, oziroma je gotovo tako. Glejte, Kardelj je bil prepričan, da jugoslovanski narodi imajo vsak svojo osebnost in da je treba to osebnost gojiti, ne jo zatirati ali jo prešaltati, da uporabim to besedo, v eno enoto. In je v tem smislu bil, po svoje je bil nacionalist. Zaradi tega, ker je zahteval, da mi Slovenci ohranimo ne samo svoje kulturne dimenzije, ampak da ostanemo tudi gospodari bogatstva, ki ga ustvarjamo. In v tem smislu je on prišel v hudo polemiko z Srbi in z južnimi brati. Ampak te ideje, recimo, so nastale v pogovorih s Kidričem. Kidrič je recimo že na 6. kongresu v Zagrebu leta 1952 trdil, da pomoč tem južnim bratom ne sme biti brez kakršne koli kontrole, temveč da mora to biti posojilo in da morajo ti južni bratje torej denar vrniti in odgovarjati za tisto,
kar dobivajo. Ne? In če bi se to zgodilo, bi se verjetno tudi razvila zgodovina Jugoslavije na drugačen način. Ja, prosim, tam je gospod. Ja, vas ne slišim. Moram priti k vam. Kakšno idejo Kardeljevo ima naša domovina Slovenije v prihodnje? Imamo kakšnega naslednika teh idej? In pa še eno, mislim, da ko ste določali ime knjige, ne vem, če je ravno Kardelj utopist. Ste me razumeli? Vi sprašujete, kakšno idejo ima Slovenija danes o Kardelju? Danes, ja. Glejte, jaz bi predvsem rekel naslednje. Kardelj v Sloveniji ni bil nikoli popularen. Ni bil popularen zaradi tega, ker je prvič bil osebno zelo zaprt človek. On ni znal dosti. V ožjih krogih, ja, je znal tudi recimo v družbi, je znal zapeti, je imel en zelo lep glas. Drugi tenor. Je znal zapeti. Meni se zdi, da je znal zaigrati tudi na harmoniko. Je znal kaj dobrega skuhati. Tako da je v enem določenem smislu, ampak v majhnih krogih, medtem ko za široke množice on absolutno ni znal nastopati s tistim šarmom, s katerim je nastopil Tito. To je dva popolnoma različna človeka. Ampak, kar je bolj važno, je tole. Kardelj je mislil, da je on v bistvu tisti, ki zna in ve, kako se mora Jugoslavija obnašati in kako je treba Jugoslaviji vladati. In slovenski politiki, ki so bili v Ljubljani, niso bili tako zadovoljni, da jim je Kardelj diktiral, kako in kaj. Ne? In je imel tudi to lastnost, s katero sem govoril, s kom sem govoril? S gospodom, ja. Namreč, so mu recimo prinesli en dokument. On ga je popolnoma raztrgal. Ga je prebral in raztrgal, rekel, vse narobe. In zdaj vam bom jaz povedal, kako je treba pravilno to zastaviti. Ker je bil tako inteligenten, je imel tudi prav. Pogosto je imel prav. Ampak si lahko predstavljate, da ti politiki niso bili tako strašno zadovoljni na takem odnosom. Ne? V tem smislu, torej, že za svojega življenja torej, ni bil bog ve kako popularen, ne v Sloveniji, še manj pa v ostali Jugoslaviji. V Srbiji, vam rečem, je bil to zasovražen, tudi po pravici, zaradi tega, tako, ker je on oklestil Srbijo, nihče ni oklestil. Sedaj, po smrti, je pozabljen. Kdo ga še pozna? Jaz mislim, da mogoče ta moja knjiga, pa tudi ta moj kolega tukaj pripravlja diplomsko nalogo, doktorsko nalogo o Kardelju, zunanjem ministru. Nekako znova bomo začeli ga odkrivati. Ne bo ostal vedno pozabljen, zaradi tega, ker ima vendarle za svojimi idejami tako velik pomen v razvoju socialistične misli 20. stoletja. On je bil verjetno najbolj kreativen v tem smislu, kar je pomembno pri njem, in jaz sem dal tudi tak naslov svoje knjigi, da je bil utopist, torej si je predstavljal eno utopično družbo, prekrasno utopično družbo
neposredne demokracije, ki ni bila uresničljiva, si je predstavljal to družbo, obenem pa je vedel, da to ne bo mogoče doseči. Oziroma je prišel do... Je pa bil na oblasti in je lahko te svoje ideje udejanjal. Jaz ne poznam nobenega drugega takšnega utopičnega socialista ali pa sploh utopista, ki bi bil zmožen, ki bi imel priliko, da bi te svoje ideje udejanjal. On jih je. In je ena posebnost v zgodovini človeštva. Mislim, da je to najboljši možen zaključek tega večera. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste prišli. Gospod, ki Aha, bomo še pa eno vprašanje. Gospod profesor, kakšen pa je bil odnos med Kardeljem in Dolancem? To je eno vprašanje. In drugo vprašanje, ko ste govorili o brionskem plenumu, me zanima, a je bil Kardelj kaj v navezi pri pripravah menjave Rankovića tudi z Krajačičem in Kopiničem? To se zadev žebljico na glavico. Zaradi tega, ker vi poznate Krajačiča. To je bil jugoslovanski Rasputin. Črna osebnost tega režima, ki je imel z Titom nenavadno dobre odnose. On je lahko prihajal in odhajal od Tita, kako je hotel. In se je v Titovem okolju se je obnašal nad vse grobo. Je nastopal proti Srbom z odločnim sovraštvom, ki ga ni skrival. To je bil resnično ena zelo negativna osebnost. Vratuša pravi, v intervjuju, ki sem ga naredil z njim, pravi, da je imel na Plitvicah eno vilo, so ji rekli zelena hiša, kjer se je sestajal s svojimi pajdaši. V tisto vilo je hodil tudi Kardelj. In še bolj pa pravi Vratuša, ga je sprejemal v svojem uradu v Beogradu. Torej, med njima je prišlo do ene naveze. Jaz sem se sprašal, kako je mogoče, da Kardelj, ki je bil človek ne samo intelekta, ampak tudi, mislim, osebnega obnašanja. Človek, rafiniran človek, da se je spravil s takim gangsterjem. Zakaj? Ker ga je potreboval. Kajti brez Krajačiča verjetno bi tista zalota, ki so jo skovali proti Rankoviću, bi tista zalota ne uspela. Jaz se sprašujem, kdo je prišel na idejo, da je sprožil tezo, po kateri naj bi Ranković ali Rankovićevi agenti postavili mikrofone pod Titovo poslo. Verjetno je bil to Krajačič. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo treba opravičiti to politiko demolicije Rankovića, na kakšen način, zato da bo široka javnost to tudi razumela. In kaj je bolj prepričljivo, kako da je Ranković praktično špioniral samega Tita. Vse skupaj, po mojem, je bilo izmišljeno. Da je bil Ranković res nevaren, da je Ranković, je problematično, kaj bi Ranković leta 1967
naredil. Takrat mu je zapadlo mesto podpredsednika države. Zelo zanimivo je to, da je Ranković dobil to mesto z ustavo iz leta 1963 samo za enkrat. To je nenavadno. Navadno se da take funkcije se dajo za dvakrat. Ne? Samo za enkrat. Takrat, torej kot pravim, 67 bi mu to propadlo, Ranković bi ostal brez vsega, prišlo bi do rotacije, v katero bi bil zajet tudi Ranković, torej bi izgubil tudi svoje druge funkcije in je bilo pričakovati, da bo Ranković na kakšen način reagiral, zato da ostane na oblasti. Treba ga je bilo odstraniti. In to so tudi naredili. Hvala lepa. Dovolite, da še vendarle stavek na koncu z enim prav posebnim razlogom. Najprej hvala obema, dr. Romšak, dr. Pirjevec. Naj vama vajna vrelca ustvarjalnosti še dolgo ostajata neusahljiva. Vam, dr. Romšak, da bi še enkrat doktorirali, vam, spoštovani akademik, da bi vaš vrelec ustvarjalnosti še res dolgo bil neusahljiv, da bi še naprej potoval po svetu, mimo grede, pred kratkim se je dr. Pirjevec vrnil iz Kitajske. In tudi on. Ne tako dolgo nazaj je bil ponovno, ne prvič, pa verjetno ne zadnjič v Indiji. Ampak bodi dovolj vsem tem. Kajti želel bi na koncu se obzahvali v našem skupnem imenu obema za današnji razgovor, za uro zgodovine, ki je navrgla toliko istočnic, da bi mi lahko še dolgo tudi danes sedeli, se pogovarjali, razjasnjevali, obujali spomine, osveževali svoj spomin in potrjevali, da poznavanje in razumevanje preteklosti je še kako pomembno za sedanjost in seveda še kako tudi za našo prihodnost. Ampak čisto na koncu pa. Pred dnevi je akademik Pirjevec je še v primerjavi z že danes večkrat omenjanim akademikom dr. Vratošem, s katerim sta zelo prijateljevala, smo sodelovali zelo intenzivno, ki je dočakal, vemo, res visoka leta, čez 100, kot vemo. No, akademik Pirjevec še kar precej let rabi do takrat. Sicer pa minuli teden je praznoval svoj rojstni dan in če dovolite mu v našem skupnem imenu, čeprav z rahlim časovnim zamikom, iskreno čestitam. Še na dolga leta, še veliko ustvarjalnosti, še veliko podobnih monografij, kot je bila v Kardelju in ostalih. Vse najboljše. Vse najboljše. Hvala.